Hladna jutra in večeri so tu in mi seveda že pošteno kurimo, da nas ne zebe. Kurilna sezona se je torej že začela, zato se bomo danes Doris Kukovičič iz Energetike Ljubljana pogovarjali o toploti in toplini našega doma. Doris, začniva pri vaši osnovni dejavnosti, ogrevanju. Kako ogrevate Ljubljano? Predvsem tako, da vam je toplo, kadar vas zebe. Sicer pa Ljubljana oziroma Energetika Ljubljana zagotavlja dva sistema za ogrevanje. In to sta oba daljinska sistema. Eden je daljinsko ogrevanje, drugi je preskrba z zemeljskim plinom. Ne bom govorila o tehniki, ker nisem tehnika, ampak osnovno je tako, da daljinsko ogrevanje je bolj v središču mesta. Gre za cevi, po katerih teče vroča voda. Ta vroča voda kroži, gre od našega proizvodnega vira, to je v toplarni v Mostah, vse do stanovanjskega bloka, konkretno do toplotne postaje, od toplotne postaje pa naprej po stanovanjih. Ta drug sistem pa je oskrba z zemeljskim plinom, cevi so drugačne barve, so recimo rumene, oboje cevi so pa pod zemljo. Če sem zelo konkretna, teh cevi je 1600 km, kar si težko predstavljamo, da je to pod Ljubljano, a ne? Je pa res, da oskrba z zemeljskim plinom poteka tudi po nekaterih sosednjih občinah. 1600 km si sploh lahko to predstavljamo? Lahko. Če bi vse te cevi postavili eno za drugo vrsto, bi prišli od Ljubljane do Londona. Če pa samo na daljinsko ogrevanje pogledamo, teh je 500 km, pač vročevodni sistem ima povratne cevi, jih je pa 500 km. To je pa od Ljubljane do Beograda. Veliko, ne? Zelo veliko. In koliko domov ogrevate? Konkretno, če se naveževa na mestno občino Ljubljane, na obeh sistemih 75% gospodinjstev, konkretno številke pa daljinsko ogrevanje okoli 64 tisoč uporabnikov, sistem zemeljskega ogrevanja skupaj z zemeljskega plina skupaj z sosednjimi občinami pa tudi skoraj 64 tisoč. Torej skoraj 130 tisoč uporabnikov oskrbujemo. Se je ogrevalna sezona v Ljubljani že začela, pa jo lahko primerjate z lanskim letom? Letos je zelo aktualno vprašanje, kdaj se začne ogrevalna sezona. Zdaj, če se kdorkoli na nas obrne, mi povemo takrat, ko uporabnika zebe. Skratka, v današnjem času res ni dobro, če kogarkoli zebe. Tako. Je pa res prednost daljinskega ogrevanja ravno ta, da kadarkoli te zebe, odpreš radiator in ti mora biti toplo. Kaj to v praksi pomeni? Če v stanovanjskem bloku stanovalce zebe, to sporočijo upravniku. Upravnik sporoči potem vzdrževalcu toplotne postaje, v nekaterih primerih smo to mi, nekateri so nekateri drugi in potem oni poskrbijo, da te škatlice toplotne postaje začnejo dobavljati toploto. Tako preprosto je. Glede začetka, tako bi rekla, lansko leto je bil september, že okrog 9. septembra precej hladno. Takrat smo že prejemali prve klice, da stanovalce zebe in so pač začeli dobavljati toploto. Moram poudariti, da mi delamo 365 dni na leto, 24 ur na dan. Skratka, kot sem omenila, to je vročevodni sistem, voda ves čas kroži. Če je na drugi strani toplotna postaja odprta, se toplota preide v notranji sistem, sicer pač ne. Ta sistem sicer zagotavlja tudi toplo sanitarno vodo, to pomeni za umivanje, za pomivanje posode in tako naprej. Skratka, ni razloga, da bi kogarkoli zeblo. Lani smo začeli ogrevati teoretično gledano že 9. septembra in do konca septembra je bila priklopljena vsa mreža, mi rečemo strokovno. Letos pa kakšna 2 tedna kasneje, ampak do današnjega dneva, ker so že to hladni večeri, je tudi že skoraj vsa mreža v pogonu. Doris, pa se je že kdaj zgodilo, da niste mogli zagotoviti toplote za vse? Dobro vprašanje. Sistem daljinskega ogrevanja je star 55 let, torej 55 let že zagotavljamo toploto. In ne, nikoli nismo še nikogar pustili na hladnem. In jaz tudi upam, da ga nikoli ne bomo. To je pa res lep podatek. V čem pa je prednost daljinskega ogrevanja? Sistem daljinskega ogrevanja je predvsem prava in mogoče tudi prva izbira za urbana središča, še posebej za kotlinsko ležeča mesta. Namreč mogoče kot zanimivost lahko povem, da je Ljubljana pred dolgimi leti, pred desetletji, spadala med najbolj onesnažene kraje na svetu. Ravno iz tega razloga se je tudi zgradila toplarna in uvedel sistem daljinskega ogrevanja. Si lahko preprosto predstavljamo, imaš na vsaki hiši dimnik, ali ga pač imaš samo enega in ti se oskrbuje vsa stanovanja oziroma hiše. Daljinsko ogrevanje ima poleg tega, da je okolju prijazen, še več drugih prednosti. Eno je, da je zelo udoben.
Skratka, vi se ne rabite ukvarjati, da boste naložili drva, da boste imeli mogoče, ne vem, dodatno peč. Prideš domov, kot sem rekla, odpreš radiator in je toplo v zelo kratkem času. Je tudi arhitekturno sprejemljivo, skratka ne zavzema prostora. Je ekonomsko oziroma cenovno zelo ugoden sistem. Mogoče samo za informacijo, v Sloveniji je veliko daljinskih sistemov. Velikih, se pravi po obsegu, je pa približno 11 in Ljubljana sodi med temi 11 med najugodnejše sisteme ogrevanja, cenovno gledano. Na kaj pa moramo biti posebno pozorni, ko ogrevamo naše domove? Marsikdo bi rekel na začetku na stroške, da jih pač lahko kaj privarčujemo, ampak ne glede na to, seveda z ogrevanjem se da privarčevati. Poleg tega pa mi ozaveščamo in osveščujemo uporabnike, da obstajajo tako imenovana zlata pravila. V ta namen smo izdelali tudi takšno hiško, ki ima na eni strani termometer, zraven ima legendo, ki prikazuje, kdaj je primerna temperatura stanovanja. Če smo konkretni, tukaj pri meni je trenutno prevroče, ampak nimamo še radiatorjev klopnih, pa če danes že malo bolj topo dana. Skratka, če se v bivalnem prostoru, kot je dnevna soba, otroške sobe, gibamo med 21 in 20 stopinj, nam je udobno. Udobno pomeni tudi zdravo. Torej, če je prehladno, nas termometer tudi opozarja. Na drugi strani te hiške pa smo dali ta tako imenovana zlata pravila. In tukaj si lahko vsak ima to doma, še posebej prava publika so otroci, to radi domov prinesejo. Lepo piše, da zdrava bivalna temperatura prostora je med 19 in 21 stopinj Celzija. To je res zdravo in tudi primerno, ne rabimo biti pozimi v kratkih rokavih, drži. Poleg tega je bivalna temperatura, ki je zdrava človeku v spalnici, 18-19 stopinj. Za nekoga je to hladno, ampak jaz rečem, se lahko objamemo. Potem seveda so še določena pravila, kot so, da ogrevalnih teles ne zastiramo. Skratka, ne sušimo gor obilice perila. Zagotovo se kdaj zgodi, so otroci zunaj na snegu, na sankanju, je treba posušiti. Ampak za manjšo porabo toplote jih ne zastiramo. Ravno tako jih ne prikrivamo z zavesami. Skratka, so še nasveti, kako lahko tudi pri razsvetljavi prihranimo. Ampak, če smo pa še zelo konkretni, povprečno gospodinjstvo okoli 80% stroškov nameni ravno za porabo ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode. To je velik del proračuna, če tako razmišljamo. Od tega jih odpade okrog 70% na ogrevanje. In vsaka temperatura manj lahko prinese, jasno piše, tudi do 5-10% prihranka energije. Ne samo v denarju, tudi bolj učinkoviti smo. Doris, prej smo videli vašega Meda Eda. Kdo pa je to? Moj mož. Medo Edo je moj eden najljubših sodelavcev oziroma naš najljubši sodelavec. Ni tako star sodelavec, imamo ga komaj 2 leti, se še uči in privaja. Je pa Edo, predstavlja E energijo, D dom in O okolje. Edo je tisti sodelavec, ki nam pomaga na različnih dogodkih učiti vse, ki jih srečamo, kaj je to učinkovita raba energije, kako izbrati pravilni ogrevalni sistem in predvsem njegova naloga je, da se zabava, da se igra z otroci in da deli objeme. Za konec pa samo še to, je toplota tudi toplina? Jaz mislim, da je toplota lahko pogoj za ustvarjanje topline, zagotovo je pa toplina še ne ustvarjanje. Toplina, predvsem zame, so emocije, se pravi, je lahko objem, ki smo ga že prej omenjali. Jaz se velikokrat pošalim, da če bi lahko, bi naredila toplarno na objeme, ker vsak objem sproža tudi hormone sreče in zagotovo je to najbolj priljubljena toplarna na celem svetu. Tako da ja, toplota je predpogoj za toplino, ampak za toplino pa smo odgovorni ljudje. Mi pa lahko poskrbimo, da so fundamentalno temelji postavljeni. Hvala, Doris.